malo bolj spoznali našega mučenca, blaženega Alojzija Grozdeta. Namreč 10 let letos mineva, odkar je bil razglašen za blaženega. To je bilo v Celju na enem takem evharističnem kongresu, torej 13. junija 2010 je bil ta kongres. No, se spomnim, to se pravi, takrat smo iz cele Slovenije šli z avtobusi, pa z vlaki, pa ne vem, pa z avti v Celje k tej slovesni sveti maši, ki je bila na stadionu. Si predstavljate, to je zelo veliko ljudi prišlo. No, in kot se spominjam, najprej je slabo kazalo, da bodo ljudje prišli, pa je zadnji čas so se pa odločili. Je bilo pa toliko ljudi, da niso mogli biti vsi tam, ampak so še v sosednji stavbi bili navzoči. Takrat je tudi Peter Opeka, svetovno znani misionar Peter Opeka nagovoril ljudi. No in predstavnik iz Rima, iz Vatikana pa je prišel, da je našega slovenskega mučenca Alojzija Grozdeta razglasil za blaženega. To se pravi, to je prva stopnja svetosti mu bila javno strani cerkve priznana. No, mimogrede, če se vrnem še nazaj k 13. juniju 2010. Dobro, no zdaj pa torej k Alojziju Grozdetu, temu našemu mlademu mučencu. Torej, da si predstavljamo, kdaj je živel. Živel je od 1923 do 1943 in sicer se je rodil 27. maja. Isti dan je bil tudi krščen. To je bilo v župniji Tržišče na Dolenjskem, rodil se je pa v Vodalah, v Zgornjih Vodalah, prav tako v tej župniji, pač v župniji Tržišče. No in še isti dan je bil krščen in zanimivo je, da goduje na svoj rojstni dan. 27. maja smo obhajali njegov god. Malo je takih srečnežev, da godujejo na rojstni dan, ponavadi cerkev določi kot godovni dan smrtni dan svetnika mučenca. Tukaj je pa izbran rojstni dan kot godovni dan, mogoče tudi zato, ker Slovenci radi praznujemo rojstne dneve. No, jaz mislim, da predvsem pa zato, ker takrat, ko je umrl 1. januarja ali mogoče 2. januarja, no najbolj verjetno 1. januarja, ne bi mogli obhajati njegovega godu tako slovesno, ker je 1. januarja tako ali tako praznik Marija Mati Cerkve in zaključek božične osmine. Dobro, no, torej dajmo se zdaj vrniti k Alojziju Grozdetu. Še ena posebnost je bila pri Grozdetu. Rojen je bil kot nezakonski otrok. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da ati pa mami nista bila poročena in tudi nista skupaj živela. Torej, mami je otroka rodila, fant jo je pustil, ker je bila revna in si lahko predstavljate, da je pač težko bilo potem skrbeti za malega Alojzija, ker je bila že tako ali tako revščina pri hiši. No, pri tisti hiši v Vodalah, kjer je živel, je bil tudi stari ata, ded njegov, in pa teta od Lojzeta. No in Lojzetova mami se je kasneje poročila, ampak ne z Lojzetovim očetom, z enim drugim fantom in se je odselila, ko je bil Lojzet približno star 4 leta. No, takrat menim, da na tisti poroki ko so fotografirali mamico pa tega moža, Lojzeta niso hoteli imeti na sliki. Si predstavljate, so bili drugačni časi, ko so se ljudje sramovali pač nezakonskih otrok in tako naprej. In je bilo res težko. Torej, in pravijo, da so Lojzeta takrat prav nekam zaprli, zato da so lahko fotografirali. Zelo kruto. No, potem pa se je seveda mati se je odselila v Impolje, Lojze je pa šel nazaj v Vodale in je živel pri teti in je teta zanj skrbela in je enkrat želel iti k mami. Vse veste, vsak otrok hrepeni po mamici in je želel pobegati k mami, pa mu teta tega ni dovolila.
ga je zaprla nekam, zaklenila. On bi pač tudi po noč bi šel z baklami, se ni nič bal teme, ampak ga je ona zaklenila. No dobro, potem kasneje je seveda šel k materi v to novo družino, ki jo je mati ustanovila in je tudi veliko pomagal in je potem hodil, to je bilo v Impoljah in je hodil v šolo na Studenec. Tako, upam, da vam te glavne stvari popolnoma pravilno povem. No, potem so odkrili, da ima Lojzij Grozde res dober talent za učitce. No, in je pač en od učiteljev predlagal, da bi šel naprej v šole in je šel v Ljubljano. In kako zdaj prideti v Ljubljano? Ta Lojzetova teta Ivanka je potem bila služkinja v Ljubljani nekje pri eni gospe in je Lojzija priporočila, če bi mogoče lahko ga vzeli tam pod streho, če bi lahko mogoče pač kako prispevali k temu, da bi lahko študiral. No in je Lojzij prišel v Ljubljano z vlakom, denar za vlak mu je moral nekdo od sorodnikov posoditi in pride v Ljubljano, mimogrede ravno takrat, ko je bil v Ljubljani Evharistični kongres leta 1935. No in je poiskal to gospo, mimogrede ta gospa ga je pač naposled želela sprejeti, celo pisala njegovi materi, ampak se je ta pošta izgubila. No, kakorkoli že, Lojzij je potem to gospo našel in seveda Ivanko, ki je služila pri tej gospe. In je ta gospa, malo se je ustrašila, ker je bil to kreven pa to, potem se je pa ustrašila, kako bo naredil sprejemni izpit, ker je v določenih ozirih zelo malo vedel, zelo malo znal. In sta se še najprej ga je pač mu je priporočila, da gre na kongres, Evharistični kongres in je tudi šel. No, potem pa sta zvečer utrjevala snov, si je vzela čas zanj in ga poučevala. In potem zjutraj sta tudi malo prej vstala in sta ponavljala stvari, da bi Lojzij na sprejemnem izpitu čim bolj opravil. No, v tem trenutku se lahko spomnimo, da bi se zahvalili vsem tistim, ki nam pomagajo pri učenju. Otroci, prav gotovo vam kdo pomaga pri nalogah, sicer morate sami pisati, da se naučite, ampak verjetno vam kdo svetuje, vam kdo pač pomaga, ker so naloge težke. No, potem je res Lojzij Grozde šel na Marjanišče v šolo in gimnazijo in je tam zelo znan stavek iz filma Povprečen pa že nočem biti. Torej, nekaj časa je dobro kazal, potem pa se je malo nazaj umaknil, potem ga je pa en profesor, učitelj opozoril, a boš kar povprečen ali kaj, pa je rekel, povprečen pa že nočem biti. No, to je v filmu zelo lepo prikazano. No, znano je iz teh ljubljanskih let, da je Evharistija je sonce mojega življenja. No, potem pa se je začela ta nesrečna druga svetovna vojna, ki je slovenski narod tako zelo razdelila, še danes je razdeljen. No, pač Lojzij Grozde si je zaželel, da bi šel med božičnimi počitnicami domov, to je bilo leta 1942 za Božič, in je začel to potovanje. Nekateri so mu sicer odsvetovali, da je nevarno v tistih časih okrog hoditi, ampak se je zaželel, da gre domov. Saj veste, kako je, če imamo domotožje. On že gotov nekaj mesecev ni bil doma, mi že po parih dneh imamo domotožje. No in je ta pot domov je bila kar dolga, posebej bi poudaril, da je šel spotoma v Stično 1. januarja 1943. Je bil prvi petek in je prejel pohajilo, pa spoved še prej, in potem je nadaljeval naprej proti Mirni in tam so ga pa zajeli. Sovražniki vere, ne bom govoril zdaj, kateri so to bili, so ga ujeli in pri njem so našli takrat takšno zgibanko,
Fatimska Marija je na čelu. Sporočilo Fatimske gospe presvetega rožnega venca sedanjemu svetu. Zato je konec koncev Grozde tudi z našo župnijo zelo povezan, ker imamo tukaj Fatimsko Marijo. Sicer je naša župnija mlajša od Grozdeta, ampak torej noter so bile te Marina naročila po molitvi in omenjena je tudi Rusija bila noter. Če se bodo mojemu pozivu pokorili, se bo Rusija spreobrnila in bo mir, drugače se bodo pa širile po svetu hude zablode, ki bodo ožgale nove vojske in preganjanje cerkve. Dobre bodo mučili in papež bo moral veliko trpeti, več narodov bo uničenih. A končno bo le zmagalo moje brezmadežno srce. No, to je Fatimsko sporočilo, zapisano v tej zgibanki, ki jo je imel, takšno zgibanko je imel Grozde pri sebi, pa imel je tudi latinski misal, pa hojo za Kristusom, pa nekaj Marinih podobic. No, in to se je izgleda tistim zdelo sumljivo in so ga grozno mučili. Tega zdaj ne bom pravil tukaj, najprej že tisto samo posmehovanje in norčevanje, ki je preraslo prav v mučenje. Mučenje, takšno mučenje, ki je popolnoma nečloveško. In tukaj se človek vpraša, ali so bili mučitelji pijani, ali pa so bili toliko zaslepljeni s to novo ideologijo. No, kakorkoli že, potem so ga odvedli tam v Mirni pod gradom po eni poti, za Grabnom, noter v eni dolini, so ga pač odvlekli tja in tam dokončno ubili. No, in tam je zdaj lepo obeležje, tam se vsakič na novega leta zdaj v takšnem lepem molitvenem vzdušju to vedno poteka. In je tam tudi podoba Fatimske Matere Božje. Tako, no, torej težko razumemo, zakaj je moral Grozde umreti tako mlad, kot ste zračunali, še ni bil niti 20 let star. Njemu na misel ni prišlo, da bi kdaj prijel za orožje. On je bil človek ves predan Bogu in Mariji. Dobro, mogoče so te stvari malo težke za današnji čas. V glavnem želim vam, da bi bili ponosni, da imamo mučenca. Tukaj je tudi film o njem posnet. Torej, umrl je 1. januar 1943. Pokopali so ga v Šentrupertu na Dolenjskem in je bil dolgo časa pokopan v Šentrupertu. Zdaj pa je prekopan v Zaplas. Na Zaplas, Čatež Zaplas, to je glavna Marina Božja pot za Dolenjsko, za novomeško škofijo, in je tam v stranskem oltarju. Pater Marko Rupnik je naredil tudi čudovit mozaik, ki krasi tisto steno v stranskem oltarju, in se Grozdetu priporočamo, prosimo ga tudi za spravo v našem narodu, da bi se razumeli, da bi se radi imeli, da bi si odpustili, kar je bilo narobe. Jaz mu priporočam naš mladi rod, da bi bil globoko veren. Pa ne vem, kaj sta že imela, pa je pa rekla, to bo pa že moj Lojzek Puštimov, a ne. Pa je pa ti zdravnik mislil, da ima kakšnega zdravnika, ki moj Lojze ime, a ne. Ona je pa mislila Grozdeta, nebeškega zdravnika, nebeškega priprošnika. Tako, no, res naj Lojze Grozde prosi za vse nas, da bomo zvesti. Ja, tako hitro smo v nevarnosti za vero, bi se kar malo potuhnili, nas je strah prizarejočih pogledov, posmehov, ampak ni se nam treba bati. Lojzetovo geslo je srce se ne boji. Pa mogoče še kakšno Grozdetovo pesem. Okoli mene strašni boj divja in jaz sem v vrtincu majhnem sam, me bo odnesla s sabo sila ta. Divjaj življenje, jaz se ne podam, ne klone mi pred tabo moč duha, za temelj samega Boga imam. Tako. No, potem pa mogoče vam priporočam še, da si ogledate starejšim otrokom, ne vsem, mlajši, rajši ne. Torej, spletna stran www grozde.si. Tam je reklama tudi za ta film o
grozdetu srce se ne boji, pa je ta film mogoče res kar mal krut v nekaterih pogledih za kakšne mlajše otroke, res pa film lepo prikaže ta duhovni boj, ki je takrat potekal. To razklanost, ko so nekateri hoteli nekaj novega, ampak brez Boga. Grozdeje pa seveda zagovarjal Boga, zagovarjal Jezusa Kristusa. Če ati ne bi imel časa za vas, a ja, mimogrede, torej čeprav ni imel stikov z očetom, s pravim očetom, ampak za prvo sveto obhajilo mu je pa oče kupil obleko. To pa moramo priznati. No, ampak hočem povedati to, za nalogo malo premislite, kako bi se staršem zahvalili, ker vaši starši, dragi otroci, v večini primerov se vzamejo zelo veliko časa za vas in vas imajo zelo radi. Se zahvalili staršem, starim staršem, tetam, vsem, ki so vam ali vam še pomagajo pri vzgoji. No, toliko za enkrat. Spomnim še enkrat, torej letos obhajamo 10-letnico Euharističnega kongresa. To je zborovanje, ko pride zelo veliko skupaj ljudi z enim samim namenom, da bi počastili Jezusa v svetem rešnem telesu, ki je v hosti navzoči Jezusa. Torej, sam namen, da bi Jezus bil naš Bog. Tako, toliko naj bo za to veručno uro.